Spoštovani dr. Cerar, pozdravljam pri nas na Ministrstvu za obrambo in že uvodoma naj rečem, da vam moram izreči res veliko zahvalo, kajti ko gledamo z vidika stroke, znanosti in zgodovine, ste nam vi z opisom nekega izseka naše zgodovine dejansko zelo veliko pomagali. In ne samo v smislu, da smo zdaj zapolnili en košček prostora v našem vedenju o preteklosti, ki ga nismo poznali, ampak tudi, da ste nam z opisom te specifične misije pravzaprav pomagali razširiti obzorje za področja misij v celoti. Za zaključek je dobro reči še eno besedo o vašem, spoštovani veleposlaniki, delu in prispevku k osamosvojitvi Slovenije. Letos smo praznovali 20. obletnico osamosvojitve Slovenije in to knjigo pravzaprav razumemo tudi, in tako ste se tudi vi, spoštovani dr. Cerar, trudili, kot prispevek k proslavljanju te 20. obletnice osamosvojitve Slovenije. Diplomatski vidik osamosvojitve je bil opisan na večjih mestih, vi ste te vire tudi navedli, jih citirali, pa vendar se mi zdi, da ne čisto še povsem v celoti in pomenu, da mi vsega pomena diplomatske dejavnosti za vodenje, za nadzor nad našim obnašanjem, pa mednarodnim obnašanjem v letu 1991 in potem prizadevanja za priznanje te države, da vse to vendarle še nismo dovolj kompleksno in natančno opisali, sploh pa ne tako, da bi se prispevek diplomatov enakovredno štel ob vseh tistih, ki v tem trenutku prisegajo na svoje veteranstvo. Torej, ob vseh tistih, ki so kot pripadniki teritorialne obrambe ali kot pripadniki slovenske milice sodelovali pri osamosvojitvi Slovenije. Zelo bi mi bilo v čast, v prihodnosti in ponos vedeti in videti slovensko osamosvojitev kot celosten projekt vseh vas strokovnjakov na različnih področjih delovanja države. In v tem duhu, dr. Cerar, velika hvala, ker ste z opisom dela vas, strokovnjakov za zunanjo politiko, v knjigi Opazovalci, en delček tega prispevka k celovitosti zavedanja o naši osamosvojitvi tudi vi prispevali. Dejstvo je, da če jemljamo ta ključen del procesa osamosvajanja, ta sega tam nekje od konca 90. leta, od plebiscitarno sprejete odločitve, da gremo v projekt samostojne države, neodvisne, pa do mednarodno pravnega priznanja v začetku 92 in sprejema v Organizacijo združenih narodov. Tisti ključni del tega celotnega procesa pa je nedvomno obdobje tam v juniju od razglasitve osamosvojitve, predtem 3-mesečne približno in nekaj več priprave na vseh področjih za osamosvojitev, samega akta razglasitve 10-dnevne vojne in na to obdobja, ki je sledilo po sprejemu Brionske deklaracije. Stvar se nekako zaključi, to srednje obdobje, po mojem mnenju, z vzpostavitvijo efikasne suverenosti na celotnem območju Republike Slovenije v oktobru 1991. Dejstvo je, da knjiga obravnava neko obdobje, kot je rekla že ministrica, ki javnosti ni bilo najbolj znano, ni bilo javnosti najbolj na očeh. Dejstvo pa je, da je šlo za sestavni del vseh prizadevanj v tistem času, da se ta odločitev in vzpostavitev samostojne, neodvisne države Republike Slovenije tudi realizira v praksi. Jaz upam in delim razmišljanje ministrice, da nekoč bomo srečali tudi dela, ki bodo obravnavala osamosvajanje, recimo kreditno-monetarnega sistema, osamosvajanje na področju ustavno-pravnih temeljev in še bi lahko
našteval. V teh 20 letih smo obravnavali in smo bili priča in smo se soočali predvsem z analizami, ocenami, spomini in tako naprej delovanja tega oboroženega dela, navzven zelo vidnega in seveda tudi zelo pomembnega dela osamosvajanja, medtem ko te ostale dejavnosti, ki predstavljajo celoto, ki predstavljajo zlasti izjemen pomen pri vzpostavljanju ključnih temeljnih funkcij posamezne države, kot samostojne države, pa seveda to ni toliko na očeh in niti ni toliko aktualno, zanimivo, je pa nedvomno tudi zelo pomembno. Rad bi podčrtal, da so nam bili opazovalci takrat izredno pomembno okno v svet. Ne sicer edino, ampak kljub samo okno, ki je bilo najbolj pri roki. Tako da smo po eni strani res, da se z njimi veliko pogovarjali ali delovali v tem smislu te njihove osnovne misije, ki sem jo prej opisal. Skratka, opozarjali smo pač na misijo na posamezne kršitve dogovorov strani Jugoslovanske armade in tudi moram reči, da smo bili izredno pomembne informacije oziroma navodila strani kolege Bogataja in pa ostalih našega vodstva. Opozarjali smo opazovalce tudi na ravnanje zveznih organov, se pravi, ali pa neravnanje, ne? Mislim pač na vse te dogajanje okoli na monetarnem področju, ta finančna blokada, potem blokada naših letališč, onemogočanje trgovinskih stikov, skratka, potem, ko je utihnilo orožje, se je Jugoslovanska stran šla z nami neke vrste ekonomsko, gospodarsko vojno. In mi smo seveda opazovalce na vse to opozarjali, vendar istočasno pa, kot bi rekel že res dejansko pravi diplomati, delovali tudi širše, mi smo pojasnjevali razloge za takšno ali našno reagiranje na delovanje druge strani in sploh nekako tolmačili razloge za naše ravnanje, razloge za naša prizadevanja. Moram reči, da smo ob tem načelnem spoštovanju dogovorov, doseženih s pomočjo Evropske skupnosti, s svojim ravnanjem normalno skušali ohraniti in utrditi, rekel bi, pridobitve 25.6. In v teh naših vsakodnevnih razgovorih z opazovalci smo pač vse skozi, ne glede na moratorij, dejansko da jasno vedeti, povratka, vrnitve nazaj ni. Pika.